Pozdravljeni, po kar nekaj časa pripravljamo z Božo nov video. Tokrat sva parkirala na parkirišču na Volovjak pri tej gostilnici. To parkirišče je sicer plačljivo, ampak plačljivo je na takšen način, da prispevate prostovoljen prispevek za gradnjo gasilskega doma nekega. Tako da tle je luštno, midva vedno tle parkirava, pač kak evrček date noter, pa je v redu. Drugače pa gre zdaj tle gor naprej, desno, mislim, da je tudi više še neko parkirišče. Greva pa na Kranjsko Reber, v bistvu že zdaj ta tretjič. Bila sva gor leta 2022, 2024, no zdaj smo pa 4. marca 2026, se pravi vsake 2 leti se odpravimo sem gor. Predvidevam, da je še na vrhu malo snega. Derezec nisva vzela s sabo, ker tale Kranjska Reber ni neki hud alpinistični presežek, tako da so bolj travniki. Je pa malo vetrovno. Jaz sem malo gledal naše karte, niso toliko vetra dali. Čeprav sem v službi povedal, da bo pihalo. Tako da imamo s sabo v bistvu tudi topla oblačila. Tale Kranjska Reber je zelo obiskana destinacija za pohodnike. Primerno v bistvu za vsakogar. Tudi pozimi se da lepo gor iti v snegu. Tako da tisti, ki še niste bili, ki ste bolj na začetku te aktivnosti, toplo priporočam za eno izmed prvih aktivacij. Cesta do sem je zelo lepo popravljena, asfalt je preplasten, razen zadnjo minuto vožnje do tega parkirišča še očitno niso uspeli vozno površino obnoviti. Od spodaj gore pa nimam pripomb. Spomnim se, da še 2 leti nazaj to ni bilo tako obnovljeno, tako da so to mogli pred kratkim narediti in se zahvaljujemo občini, ki je to financirala. Res je lepa cesta gor. Midva sva šla iz Kamnika gor, iz tistega konca. Tako pozabil sem, koliko je za hoditi, tako da bom kasneje to napisal gor v videu. Torej, dobrodošli nazaj na S5-7S kanalu po kar nekaj mesecih pavze. Prvi del poti poteka po tej cesti. Verjetno se bi dalo še više gor peljati, ampak midva rajši greva malo peš, glih zaradi tega, da se tudi malo hodi. Ja, kot pravim, tale Kranjska Reber je zelo obiskana tudi od naših radiomaterjev, skoraj vsak, ki se malenkost bolj ukvarja s to našo dejavnostjo, jo obišče vsaj enkrat na leto, vsaj tile, ki so z tega ljubljanskega širšega bazena, da temu rečemo tako. Po kakšnem kilometru, pa mogoče malo več te ceste ravne, makadamske več ali manj, pridemo pa do tega odcepa in tle gor zavijemo desno, trdo desno. Zadeva ni nikjer označena, tako da bo treba malo pogledati na navigacijo, kje se zavije, ker je več tehle. Mislim, da je ta drugi, no, tako ko gre gor. Na srečo že nekaj časa ni bilo dežja, tudi tle je še kar skopnelo, tako da so tla sicer malo blatna, ampak čevelj zelo dobro prime. Tako da čisto super.
Tale vlak je neke vrste bližnjica iz te ceste pa do ta prave poti, ki nas pripelje na, mislim, da najprej na Kašno planino, pol pa naprej še na Kranjsko Reber. Božja že slika. Jaz pa mislim, da sem malo prehitro rekel, da že pridemo na glavno pot. Očitno še imamo malo te vlake. Neverjetno, koliko se pozabi v 2 letih. A ne, Boža? Neverjetno, koliko se pozabi v 2 letih. Saj jaz. Tako da mi je v bistvu luštno vedno iti čez kake 2-3 leta na isti hrib. Prav malo prej sva se pogovarjala, da se v bistvu mnogo bolj zapomnimo Julijske Alpe, pa tiste to prave alpske sote, kot pa te bolj gozdne, med katero jaz uvrščam tudi tole Kranjsko Reber. Drugače radioamaterska oznaka je S5 skozi Kilova Sierra, KS pomeni Kamniško-Savinjske Alpe, ponosno številko pa nosi 029. Ta del poti gor po tej vlaki je izredno strm. Zdaj sva pa prišla do tega razcepa, kjer se zavije desno in pot poteka več ali manj bolj po blagem klančku, skoraj ravnini. Tu smo prišla pa tudi do mravljišča, kjer je nekaj kopalo. Pa poglejmo, kaj je kopalo. Nekaj lačnega je kopalo z nekimi tačkami. Z rilčkom, tačkami. Jaz mislim, da je to kar z rilčkom. Z rilčkom, ja. Ne vem, kaj je kaj odkopalo. Bolj malo. So bolj globoko noter skrite mravlje. Takole, nadaljujemo po tej skoraj ravnini naprej. Kot sem dejal, poteka zdaj pot skoraj po ravnem naprej. Prej sem pa še pozabil omeniti, da na Sotlasu je že en video posnetek od te Kranjske Rebri, ki sta ga leta, mislim, da 2011, če se ne motim, dala gor S5-1 Tango Sierra in njegov sin S5-1 Juliet Sierra. Ampak jaz sem se vseeno odločil, da vseeno posnamemo tale video, v bistvu bolj pot, ki gre predvsem, poudarjam predvsem za tiste, ki še tle gor niste šli. Fajn je malo pogledati tele videe, če da obstajajo. Sploh mogoče tudi za kake tujce, čeprav je posneto v slovenščini. Vidijo vsaj video gradivo, kako zadeva izgleda. Tle se pa spomnim, da je tudi 2 leti nazaj bil sneg. Izgleda taka lega, da dlje obleži, čeprav sonce nabija zdaj. Ko noro, fajn toplo je, brez vetra na tem delu poti, super. Takole, sedaj sva prišla šele do tele transverzale, katero sem omenjal. Konec te vlake. In bomo stopili na tole transverzalo. Skozi celotno pot, mestoma sicer ne, je še tle skozi gozd kar malo snega, ampak je tako fino, da se odere čevlje ne pet, manj kot 10 centimetrov, tako da se da kar po vrhu iti. Tam gor pa mislim, da je predvrh današnje destinacije. Aha, ja, točno. V bistvu, če bi hotel tle se mi je fajn udrlo, na ono pot bi mogel iti v bistvu sem, pa gremo skupaj še tole posnet. To je sicer malo ledeno, samo malo.
Se vidi, da gre več ljudi in se pol let prej ustvari. Tle vam piše vrh Kašne planine, ki se mu reče Kranjska Rebar, samo še 15 minut, tle dol pa 45 do Črnivca. Počasi se bližam temu prvemu predvrhu, ki ga zagledamo. Sam vrh je pa tam, levo naprej. Boža je že kar od spredaj nekaj slikala. Tle pa se spet malo osneži pobočje. Ostanki letošnje zime. Premagati je treba še tole vzpetinico in tam gor se že vidi bližina vrha današnjega cilja. Po premaganju tele zadnji mini vzpetinici okrog teh kamnov stopimo že na vrh Kašne planine ali Kranjske Rebri. Tamle, ko je Boža, je pa sam vrh z opisno skrinjico. Dobrodošli na Kašni planini. Tule imam tole antenco proizvajalca Ani iz Nemčije. Kupil sem, kot sem rekel, Prukove Berichte. Nič ni sponzorirano, tako da to sam delam reklamo. Je pa izredno lahka, manj kot 30 dek. M5 navoj, obrneš, tle sem si pripravil že noter en šrafek. Rosfraj sicer, lahko je tudi navaden. Malo je predolg. Evo, in imamo za SSB. Dvignemo nazaj in probamo, kaj ujamemo na SSB. Antena ima zelo velik front to back, čez 40, mislim, da celo 43 decibelov. Tako da je treba kar obrniti, če ne ni sprejema od zadaj. Takole gremo na SSB. FM SSB 305 delamo ponavadi. Aha, sve je že nekdo gor. Verjetno je še gor Bojan. SP7S Portable Bojan. SP7S Portable Bojan. SP6 LXN, SP7S Portable. Ja, verjetno mogo malo obrniti. Daj, pridi še malo. Pridi še malo. Pridi še malo. Ok, se je bilo kaj prav obrano. Ti si pa P9, P9, P9. Kilo Sierra 029, ti pa RG 008, ne? Roger, Roger, a bo še delo tle? Ok, pa bom jaz te pobral, ko čakajo. Hvala, Bojan. Bojan, Janez te še kliče. Bojan, Janez te še kliče, ga slišiš? Janez, hvala, pozdrav. Ja, lep pozdrav, živijo. Evo, še zadnji klic, SP6 LXN Portable. Vedno kratki val. Lepo delaj, Bojan. SP7 Juliet, SP7S Portable, P9, Juliet November 76 India Golf, izvoli. 4-4. 76
7-6 Indija Eko, koliko si mi dal raport? 4-4. Veš, mehen sem jaz pokrit proti vrmu koncu, pa se to kaj pozna. Imam pa malo prekurjen, imam več vatov, mislim, da je 70 vatov, zato da ni problema. Ja, jaz imam pa 10 vatov, zdaj sem malo obrnil, koliko pa je zdaj? Ja, zdaj pa kar 5-4, malo je šlo gor. Ok, v redu, hvala za zvezo, daj mi 7-6 Indija Eko, si rekel, hvala, 7-3. Ja, 7-3 živijo. Ok, S56I, HX, IVG, P9. P9 Kandi za 2. Hvala, S57S Portable. S58 Mike Tango, 5-9. Aleksandar 559, hvala, pa srečno. 7-6. 7-6, Golf Eko. Hvala, S57S Portable. A je še kdo? S57S Portable, CQ Sota. CQ Sota, Sierra 57, Sierra Portable, CQ Sota. Sklepno misel, začelo je kar precej pihati, tako da sva hitro končala. Tokratna aktivacija je bila samo na UKV-ju 2,70 m. Pričakoval sem kakega Avstrijca ali pa Čeha ali pa kaj takega, Mađara mogoče. Nič se pozna, da so tle višji hribi okrog, pa da ni neke aktivnosti, kljub temu, da poteka letos challenge na 2,70 m za Soto. Verjetno pa, da bi za kakšne daljše zveze res bilo treba malo daljšo anteno, no, ne bom ta prvič kritiziral, ampak antena dobro dela. Signali vsi po vrsti na FM-u so bili zelo močni, samo seveda treba je pobrniti, ne, jaz sem se zdaj malo razvadil z temi Slim Jimmy pa z vertikalnimi antenami, ker ni bilo veliko treba obračati malo levo, desno. Tako da je tle malo več dela vsekakor, pa hardvera za sabo nesti. Težko sem najdel, kam bi privezal palco. Na srečo je tam na vrhu ena taka luknja, kamor sem dal svoj aluminij, pa malo založil s kamni, tako da se je dalo tale drog postaviti. Kot vedno pravim, najbolj sovražim veter na teh Sotah. Mraz niti ni tak problem, če ne piha, če pa piha, te gre pa skozi kosti. Temperatura je po moje okrog 3 stopinje, mogoče malenkost več. Ampak vseeno, luštna Sotica je bila zdaj po nekaj časa taka malo bolj višja. In pa seveda mesec marc prinaša tudi, kaj prinaša? Dodatne 3 bonus točke, kar nam je v veliko veselje. Dostop do te Kranjske Rebre je seveda iz več smeri. Lahko si izberete po želji svojo. Jaz bom ta GPX dal gor, vkolikor ga še ni. In pa
si pol sami izberete pač tisto varianto, ki vam ustreza. Pot na to Kašno planino, kot sem že prej povedal, je zelo luštna, tudi za manjše otroke, primerna za družine. Kot sem prej rekel, 1 uro sva približno gor hodila, poletje se verjetno pride še prej. Kljub vsemu po snegu ne gre tako hitro kot po poleti. Letos pa bi tudi rad še malo visokogorje obdelal, predvsem tiste, ki še nama manjkajo. Imejte se lepo, pojdite v hribe. Lep pozdrav od naju z Božo. 7-3, servus.